moramo biti zraven od začetka. Ko se bo enkrat karte razdelile, če bomo ta vlak zamudili in postali država, ki ni prijazna Kitajski nasploh, ali so Kitajci dobrodošli v državi ali ne. V naši zgodbi z naslovom Kitajci prihajajo smo torej prišli do poglavja, ko se bomo začeli pogovarjati o prodajnih številkah in razmerjih do evropskih proizvajalcev. V tem poglavju se bodo torej delile igralne karte, vključno z vsemi jokerji in asi. Poglejte, za mano je nov prodajno-tehnični center Dongfeng. No in v njem lahko že danes vidimo številne zanimive kitajske avtomobile, ki pripadajo znamkam, od katerih si bom imena še kar nekaj časa trudil zapomniti. Poleg Dongfenga gre recimo za znamke Voyah, pa Forting, pa Box, pa če pogledam takole naokoli še Mage, Shine in tako naprej. Kitajci so torej že prišli v Evropo. Ampak, kot razumemo v luči trenutnega dogajanja, kitajske znamke tukaj nočejo biti le prodajalec avtomobilov, ampak želijo na stari celini pognati korenine. How will you actually achieve this long-term presence in Europe? So we entered Europe actually 2 years ago. So now we're focusing more on building our sales network and also after-sales network. For the first car, you sell with the marketing and branding, but for the second car, it's always after-sales. Meanwhile, we're preparing our warehouse for parts and components. This year, we're trying to establish our headquarters in Europe, so we can have some local offices, and also we'll hire some local talents to help us to build our network. And we'll also have some branding talents to build a good brand image, because Europe is a very matured market, and we need to put a lot of energy and time in there to build the impression for our customers to understand what is Dongfeng and why we're here. So you mentioned that you will establish your headquarters. In which country will it be? We're considering to start our headquarters in Netherlands, as many Chinese OEMs did. Why is Netherlands suitable for establishing a headquarters there? I think maybe because the location, the traffic. So we have many direct flights from China to Netherlands, and also it's a good place to have business. Mene predvsem zanima, kje se zdaj lahko pojavijo priložnosti za slovenska podjetja, kot je na primer vaše. Jaz mislim, da največja priložnost je v tem, da naša slovenska politika pokaže, da je Kitajska dobrodošla, da so kitajski avtomobilski proizvajalci dobrodošli in s tem dobimo možnost, da slovenska industrija, ki proizvaja komponente za vozila, prodaja te komponente njim, ampak seveda, če so tovarne v Sloveniji ali v neposredni okoliščini, če pa so tovarne na Kitajske, bo pa to zelo, zelo težko. Ker kitajska podjetja s takimi carinami ne morejo drugače, kot da začnejo investirati v proizvodnjo v Evropi. Seveda, in ko se bojo izbrala eno destinacijo, bo potem težko se boriti proti neki lokaciji, ki bo zagotovila resurse, davčno ugodno okolje, prostorsko okolje. V Evropo se bo torej nedvomno preselil tudi del kitajskih proizvodnih kapacitet. Zato tamkajšnji proizvajalci iščejo lokacije, kjer bi lahko te svoje tovarne postavili. V zadnjem času se tako veliko omenjajo Madžarska, Italija, Nizozemska, Srbija, pa tudi Romunija in Bolgarija. Kako realne pa so možnosti, da bi kitajske avtomobile oziroma komponente proizvajali v Sloveniji? Je to sploh smiselno? What are the possibilities actually for your company to establish a large-scale production of cars here in Slovenia? For the factory, it's a very popular topic for all Chinese OEM in Europe, but for Dongfeng, we don't have a clear plan for a factory in here at this moment. But maybe for suppliers of parts, what kind of opportunities can show up if you enter a market like Slovenia? Okay, so for example, we know that Slovenia has a very good port, Koper. Okay. So in the future, maybe we're looking for opportunities to import cars by Dongfeng ourselves from Koper,
to cover the Eastern Europe side. And also for parts, component supply, that's also an opportunity for Dongfeng and local markets. V vaši predstavitvi prej sem zasledil eno zelo močno izjavo in sicer, da avtomobilska prihodnost pripada kitajskim proizvajalcem. Zakaj? Odločujočega pomena, kar pomeni, da imamo v Evropi na nek način problem, vsaj kratkoročno, kar se tiče evropske avtomobilske industrije, ali pa tudi priložnost. V Sloveniji zagotovo je lahko to za slovensko avtomobilsko industrijo tudi priložnost, saj povezovanje in sodelovanje z kitajsko industrijo, ne nujno samo v proizvodnem, ampak predvsem v raziskovalno-razvojnem delu, lahko pomeni, kot rečeno, bistveno priložnost za našo industrijo. Torej, kje pa je lahko to nevarnost? Vemo, da v Sloveniji slovensko gospodarstvo je v veliki meri odvisno od avtomobilske industrije oziroma sloni na avtomobilski industriji. Za slovensko gospodarstvo se te nevarnosti pravzaprav že pojavljajo, saj povpraševanje oziroma naročila nekako usihajo, ampak to je pravzaprav le vmesna faza. Če bodo podjetja prepoznala priložnosti za prestrukturiranje in elektromobilnost nedvomno je prihodnost, saj v tem trenutku. To pomeni, da lahko tudi naša podjetja pravzaprav skozi to preidejo v tisti segment z višjo dodano vrednost. Kajti znanja, predvsem na področju elektromobilnosti in razvoja, v Sloveniji zagotovo imamo dovolj. In tukaj lahko tudi Kitajcem odigramo pomembnega in dobrega partnerja. Tukaj Slovenija zdaj ima priložnost. Kitajci prihajajo in zdaj, če bomo tukaj prijazni in jim pokazali, da so dobrodošli, bomo imeli veliko od tega. Veste, kje se začne dobrodošlo? Ko pride investitor in reče, da bi pri tebi rad gradil in mu ti pokažeš parcelo, ki je velika dovolj, da on lahko tam zgradi in on čez 3 mesece že lahko gradi. Če pa ti rečeš, ja, imaš tukaj parcelo, ampak imamo še ekologijo, kulturo, varstvo ptic, varstvo žuželk, sosede in našteješ tisoče in tisoče razlogov, zakaj ne, potem imamo sosednje države, ki enako varujejo vse stvari kot mi, ampak tam se pa da. In tukaj je problem, da smo mi včasih ali velikokrat ali pa skoraj že vedno preveč papežki od papeža in tukaj je ta naša zmota, da mislimo, da smo edini na tem svetu. So sosednje države, ki pa nimajo takih pogojev in se investicije zlivajo tja. A to govoriva zdaj o veliki tovarni, torej o velikoserijski proizvodnji v Sloveniji? Govorimo o Revozu, govorimo o Magni, govorimo o podobnih dimenzijah, kot jih mi že poznamo. Govorimo o Tamu, ki je nekoč bil, pa ga ni več, pa bi lahko bil. In podobno. Se pravi, govorimo seveda v proizvodnih kapacitetah, ki potrebuje dobavo rezervnih delov, ljudi, strojnike, inženirje, se pravi, vse tisto, kar Slovenija ima. Ampak zadnje čase imam občutek, da bi mi samo na plaži ležali, delal bi pa nekdo drug, ampak seveda imeli bi pa vse beneficije tega. A je v luči tega ta velikoserijska proizvodnja v Sloveniji sploh smiselna? Ali bi bilo mogoče boljše, da se mi bolj fokusiramo kot nek dobavitelj delov oziroma mogoče bolj na inovacije, razvoj? Ja, na koncu sodobna proizvodna vozil je samo sestavljalnica. Deli prihajajo z vse povsod. Ampak če je ta sestavljalnica blizu, potem bodo ti deli prihajali tudi iz Idrije, pa tudi iz Maribora. Če bo pa ta sestavljalnica v Wuhanu ali pa v Romuniji ali pa nekje daleč, pa bo pa mi težko tja dobavljati. Letos konec aprila sem na Kitajskem obiskal pekinški avtosalon ter eno izmed tankajšnjih velikih avtomobilskih tovarn. Ugotovil sem, da uspehe kitajskih avtomobilistov spremlja prava evforija javnosti, napredek pa temelji predvsem na tehnoloških inovacijah, razvoju in izjemnih proizvodnih zmožnostih. No, poleg mojih številnih vprašanj kitajskim strokovnjakom pa sem bil zvečer, ko so kamere ugasnile, tudi sam deležen enega zanimivega vprašanja. V kratkem pogovoru me je namreč podpredsednik družbe Geely vprašal, kakšen je moj pogled na odnos Slovenije do Kitajske. Seveda je bil v mojem primeru pravilen odgovor samo eden. Ampak v tem primeru ne gre za naključno vprašanje, pač pa so kitajskim proizvajalcem v iskanju priložnosti, odnosi in naklonjenost posameznih držav izjemno pomembni. No, pa naj raje kot jaz na ta vprašanja odgovorijo tisti, ki imajo nad tem res dober pregled. Kitajci prihajajo, je kar nekaj držav, ki se bori za te tovarne. Lahko začnejo z Madžarsko, lahko začnejo z Italijo, lahko začnejo z Srbijo. In hodijo, če rečeva, dnevno v Peking in trkajo na ta vrata. Je pa nekaj res, in tu je treba tudi pohvaliti našo državo, ko smo glasovali proti carinam, smo se iz
30. mesta uspeli zelo visoko na tej lestvici zanimivih in prijateljskih držav. In to so geste, ki jih dostikrat ne razumemo, da z pomočjo prijateljem gremo zelo, zelo visoko. In tukaj imamo šanso, s takimi stvarmi gremo po tej lestvici zelo, zelo visoko. In če tako rečeva, če prešteva, koliko držav je glasovalo proti, lahko prešteva, v kateri množici držav se znajdemo. I think in 10 days Slovenian Minister of Economy is traveling to China to meet with some representatives there. What would you suggest to him to propose there? Or It's highly appreciated by Dongfeng that the local government can provide some incentive and subsidy for electric cars. So that will make us more dedicated and more convinced to invest in EV cars in Europe. One thing is very interesting because now some European countries are giving incentive and subsidy on electric cars. Some countries are not. So Slovenia is the country with not a big market, but the government seems to be very dedicated to incentive the electric cars here. That's very interesting. So it's a small market in Europe, but I think for electric cars we have a big potential here. Here I see many people are very environmental friendly. So that's more or less a surprise for me. možnosti Slovenije, da izkoristi kitajski prodor v Evropo, so očitno tesno povezane z električnimi vozili, če niso, glede na slišano, od njih celo odvisne. Pri tem pa seveda ne gre le za proizvodnjo električnih vozil v velikih tovarnah. Kitajski proizvajalci bodo v Evropi morali vzpostaviti svoje mreže. Rabili bodo trgovce, serviserje, skladišča, IT infrastrukturo in podporo ter še mnoge druge storitve. Kot vzorčen primer izkoriščanja priložnosti si lahko za začetek pogledamo, kaj konkretno bo ponujal nov prodajno-tehnični center Dongfeng. Tukaj bomo prodajali vozila, bomo izobraževali strokovni kader, imeli bomo delavnice, predstavljali tehnične novosti, hkrati bo tukaj 35 ljudi skrbelo za logistiko, se pravi za nabavo, prodajo novih vozil, rezervnih delov, imamo tudi skladišče za rezervne dele, tako da en velik center, kjer v bistvu se bodo izvajale vse operacije, kar se tiče poslovanja in delovanja Dongfenga v Sloveniji. Za slovenske uporabnike kitajskih električnih vozil pa bodo seveda še posebej pomembne poprodajne storitve. Ob predstavitvi smo tako slišali, da bodo lahko v novem prodajno-tehničnem centru tudi popravljali in ne samo menjavali baterije svojih električnih vozil. Ko prodajaš produkte, rabiš tudi support v posameznih državah. In naše podjetje je postalo servis partner za Kettle. Podjetje Kettle je eden od največjih proizvajalcev baterij na Kitajskem, tako da se naše ekipe izobražujejo tako za baterije v vozilih, kot tudi za baterije v baterijskih hranilnikih, ki jih nameščamo po domovih. Katere operacije boste lahko izvajali tukaj? Ja, naši inženirji bodo lahko odpirali baterije, lahko jih bodo servisirali, menjavali celice, popravljali, če rečeva, servisirali samo baterijo. Ker sama baterija brez prisotnega Kettle inženirja ni dovoljeno upravljati kakršnikoli popravil same baterije. Te baterije niso samo v kitajskih avtomobilih, če se ne motim. Te baterije so povsod. Se pravi, baterije se pojavljajo v vseh vozilih, pojavljajo se v vseh baterijskih hranilnikih različnih proizvajalcev, tako da dostikrat niti ne vemo, da je lahko v 10 vozilih različnih brendov ista baterija. Kaj bo to pomenilo za končne uporabnike vaših vozil v Sloveniji? A bo to za njih kakšna posebna prednost ali tega ne bodo občutili? Ja, sigurno bojo stroški nižji, če bo baterija lahko servisirana lokalno, kot pa če se bojo te baterije odvažale nekam drugam, še posebej takrat, ko bodo baterije že pretečene garancijska doba. Mi že sedaj na določenih vozilih izvajamo ta dela in je bistveno ceneje, če znaš sam poservisirati, odpreti baterijo, jo nastaviti, zamenjati celice in potem zapreti nazaj. Kaj pa predvidevate, da bo prevladovalo recimo na trgu v naslednjih 10, mogoče 15 letih? Naši partnerji, če tako rečem, Dongfeng in tudi ostali proizvajalci zelo že delajo na solid state baterijah, se pravi s trdim prevodnikom in testirajo že vozila.
Planirano je že bilo, da bo box, ki smo ga danes predstavili, že imel solid state baterijo, vendar je predviden za Mozilo naslednjega leta, se pravi box 2, ki bo malo večjih dimenzij in bo že imel takšno baterijo. Tako da ta prehod bo zelo silovit in zelo hiter, ker je na svetu tako veliko razvojnih centrov, ki razvijajo različne kemične sestave baterij, da si ne moremo niti predstavljati. Ker gre tehnologija tako hitro, a imamo v Sloveniji dovolj znanja, da bomo to servisirali in se pravi uporabnikom električnih vozil v Sloveniji ponudili dostojen support potem? Mi imamo trenutno v Sloveniji 1 050 000 vozil. Električnih vozil, če rečemo za tehnologijo, ki je danes, je 12 000. Tako da mi nimamo nobenega problema. Čez 2-3 leta, ko bomo množično začeli ali pa bo več kot 50% trga električnih, pa bomo imeli na trgu že baterije, kot so omenili, ki bojo varne, ki bojo poceni, ker moramo vedeti, da cena baterije bo šla približno na 30 € za kilovatno uro. To pomeni še faktor 80% znižanja in bojo tudi baterije z tega vidika cenejše za popravilo, tudi za zamenjavo. Hkrati pa so baterije polne surovin. In baterija tudi, če rečemo še vedno svinčene baterije, ki so zelo stare, so danes surovina. To ni odpadek, ampak je surovina. Tako da z tega vidika imamo krog, ki bo tudi za baterijo poskrbel, da bo imela več življenjskih ciklov, se pravi mogoče najprej z vozila v nek stacionarno baterijo doma v garaži in potem po 20-30 letih pa bomo seveda reciklirali in z njo proizvedli neko drugo baterijo. Smo torej v času, ko se delijo ključne igralne karte, ki bodo, kot se kaže, v prihodnjem obdobju poskrbele za nova razmerja moči na avtomobilskem trgu. No, kaj se nam v prihodnje še obeta in kaj kitajski avtomobili ponujajo že danes, pa vam ponujamo še v nekaj naših prispevkih s podobno tematiko. Izberite naslednjega.